Kaj, če je sostanovalec mojega sina antisemitski? Ali je zanj varno, da na vrata obesi mezuzo? Tako ljudje razmišljajo, ker je to realnost. Popolna infiltracija vsake institucije. Ne glede na to, ali je akademska, medijska ali kulturna. V zadnjem letu je potekala zelo usklajena kampanja, katere cilj je bila krščanska skupnost, da bi ločili kristjane in jude. Nimam nobenega zaupanja v ta režim. Mislim, da so rak, ki se bo še naprej širil in vračal, prav tako kot rak. Če ga ne izkoreniniš iz telesa, bo našel način, da ponovno zraste. Dobrodošli vsi skupaj v oddaji The Quad in v tej zelo posebni epizodi. Že drugo leto zapored tukaj na vrhu organizacije KUFI, Kristjani združeni za Izrael. Šila Nazarjan, doktorica Šila Nazarjan, ste iranska judinja, ki živi v Los Angelesu. Po bedmini ste svojo družino in pobeg je bil v zelo nevarnih okoliščinah. Iran, to gledate kot domoljubna Američanka. Kaj čutite, ko gledate te prizore? Toliko občutkov razočaranja nad državo, ki je bila tako lepa, ki je mojim staršem dala toliko, a so morali žal vse to žrtvovati, da bi svojima dvema hčerkama dali priložnost, da spregovorita. Svoboščine, ki jih tukaj v ZDA vsak dan jemljemo za samoumevne. Nisem presenečena nad njihovim vedenjem. Nisem presenečena nad njihovimi grožnjami. Nisem presenečena, da podpišejo eno stvar in rečejo eno stvar med delegacijo glede MOU. Imajo 2 leti in pol, kaj ne? Spremenijo nekaj drugega. Točno tako. Nimam nobenega zaupanja v ta režim. Mislim, da so kot rak, ki se bo še naprej širil in se znova ukrepil. In kot zdravnica, tako kot pri raku, če ga ne odstraniš iz telesa, bo našel način, da ponovno zraste. Tako jaz gledam na režim v Iranu. No, mislim, da se ne motite. In vedno pravim, da je škorpijon pač škorpijon. Ne morejo spremeniti svoje narave, to je pač tako. In žal mislim, da ta memorandum o soglasju ne bo prinesel ničesar. Mislim, da vsi nekako samo pridobivajo čas zaradi svojih razlogov. Šama, prej si mi povedala, da so bili na pogrebu nekateri zanimivi gostje. Da, videli smo delegacije tako iz Saudske Arabije kot iz Katarja. No, Katar nas ne preseneča. Saudska Arabija pa te preseneča? To je presenetljivo, ker je Saudska Arabija v zadnjem desetletju več let zelo jasno izražala svoje stališče do Islamske republike. In seveda je vojna z Iranom res pokazala, kako drugačno stališče ima vodstvo Saudske Arabije do Islamske republike. Ker imamo na eni strani MBS-ja, ki je še vedno zelo, rekla bi, silovito proti Islamski republiki, po drugi strani pa je veliko članov saudske vlade, ki so še vedno z roko v roki s političnim islamom. Zakaj? Je to zato, ker so vpeti v politični islam, vendar niso povezani z Islamsko republiko. So šiiti. Ja. So suniti, mislim. Ja, no, Saudska Arabija ima veliko šiitsko prebivalstvo, predvsem v vzhodni provinciji imenovani Šabkija, kjer so največje zaloge nafte. Zakaj imajo ti barabe vedno nafto? Ne razumem. Ja, zato to dejansko ogroža sam obstoj saudske države, kot jo poznamo. Mislim, da je še ena stvar. To nihanje sem ter tja. Veste, Izrael je naš zaveznik. Šli smo v vojno z njimi. Omenjeno je bilo, da so oni idealni zaveznik. In potem prejšnji teden vidimo, da administracija pravi, da naj bodo hvaležni in da ne vemo, kaj Izrael počne in da naj nas poslušajo. In si lahko predstavljate, da arabske države razmišljajo, če je to njihov idealni zaveznik in ga tako obravnavajo, kako bodo šele nas. Torej, obstaja to nezaupanje. Oni so v soseščini. Ja. Morajo živeti s tem režimom, če bo preživel. Ja. In mislim, da poskušajo imeti eno nogo tukaj in eno nogo zunaj. Pošljimo delegacijo na pogreb. Hkrati pa poskusimo normalizirati odnose tukaj. Ker ne vedo, kdo bo zmagal in ne vedo, kako dolgo bo ameriški interes ostal na Bližnjem vzhodu. No, zdi se, da ste končali. Sandra, veliko lobirate v Ameriki za zakone, ki razkrivajo zlonamerno financiranje iz Katarja in drugih resnično spornih akterjev. Kaj nam lahko poveste o fenomenu, v katerem živimo, kot da smo se zbudili v tej nočni mori? Vem, da se to dogaja že leta. Vem, da to veste že leta. Zakaj zdaj dosega nekakšen vrhunec? Ja, mislim, da ste to čudovito opisali kot fenomen, ki se ga šele zdaj začenjamo zavedati.
In ne glede na to, ali rečete, da ste to opazili po 7. oktobru, ko so bili vsi naši kampusi, najbolj prestižne univerze v Ameriki, prevzeti ne z organskim aktivizmom, ampak s plačano anarhijo. To nas je res prisililo, da smo podrobno pogledali naše institucije. Ko so predsedniki najbolj prestižnih univerz v naši državi pričali pred kongresom. In ko so jih vprašali, ali pozivanje k genocidu nad Judi krši njihov kodeks ravnanja, in so rekli, no, to je odvisno, smo vedeli, da smo zašli s poti. In če je kaj dobrega, kar lahko izhaja iz te situacije, je to spoznanje. Spremeniti moramo svojo politiko glede dovoljevanja tujim akterjem, posebej tujim akterjem iz držav izobčenk, da uporabljajo našo demokracijo za spodkopavanje naše demokracije in za prevzem našega izobraževalnega sistema. Zato bomo na tem vrhu delali na nekaterih politikah, ki bodo storile prav to. Ampak danes zjutraj ste na vrhu izpostavili zelo dobro točko, ko ste rekli, da zakoni obstajajo, samo ne izvajajo se. Drži. Kaj bo torej potrebno? Kaj bo potrebno, da se to spremeni? Torej, zakon je pravzaprav zelo star, obstaja že od leta 1965. Napisan je bil v nekem obdobju po hladni vojni, a okolje se je spremenilo, kaj ne? Morda je bil zakon napisan predvsem z mislijo na Rusijo in je zelo osnovni zakon, ki v resnici ne zajame dejanskega stanja, saj denar iz teh odpadniških držav prihaja prek drugih nevladnih organizacij, neprofitnih organizacij in think tankov v te šole. Zato bomo zahtevali, da se ta zakon spremeni tako, da bo to popolnoma preprečil, da ne boste mogli v bistvu oprati svojega denarja prek šole. In poleg tega ustvarja preglednost, ki je trenutno ni. Zahteva razkritje, ne glede na to, od kod prihaja denar. In vse to postane javno dostopna podatkovna baza, v kateri je mogoče iskati. In vse informacije v neoklaščeni obliki se pošljejo našim varnostnim agencijam, da lahko resnično raziskujejo in opravijo svoje delo ter ugotovijo, ali gre za legitimni akademski interes ali skrb, ali pa nas prevzema tuja država. To je izjemno. V bistvu vse naredite pregledno, da je vse vsem na očeh. Preglednost vzbuja zaupanje. To je fantastično. Šari, v zadnjem letu bi rekla, odkar sem bila tukaj lani, smo govorili o Tuckerju Carlsonu in Candace Owens. Smo utrujeni od pogovarjanja o teh bedakih. Ampak v bistvu je bila v zadnjem letu zelo usmerjena kampanja, ki cilja na krščansko skupnost, da bi ločili kristjane in Jude. To smo videli povsod. Imam občutek, da se je po umoru Charlieja Kirka odprle zapornice. Ali pa je vsaj postalo očitno in on je to nekako zadrževal. Vi ste sodirektorica organizacije Christians United for Israel. Kakšni so vaši občutki na terenu? Torej to drugo, da je to zadrževal s precejšno podporo milijonov kristjanov, 10 milijonov članov Christians United for Israel. Pastor Hagee je bil v samem središču. On je srce tega že več kot 40 let. In konec koncev, če kot kristjan verjameš v svojo Biblijo, se nikoli ne boš lotil od Izraela. In kot Judje smo najbolj varni takrat, ko evangeliki verjamejo v svojo Biblijo. Ko kristjani zavrnejo nadomestno teologijo. Ker če bereš svojo Biblijo, je to cionistični dokument. In v trenutku, ko ti zlonamerni akteri rečejo, ne. Izrael, o katerem bereš, ni današnji Izrael. Se v tej zgodbi ne prepoznaš. In kot pi vsem, se lahko vse skupaj izvede na identitetno politiko, včasih tudi na dober način. Ja, za nas je naša identiteta sionistična, Izrael je naša biblijska domovina, tudi kristjani so del te zgodbe o domovini in obljubljeni deželi. V trenutku, ko rečejo, ne, to ni vaš Izrael, to ni Izrael Judov, to vas ne zadeva, nimate identitete. In potem si zmeden in ne veš, kje iskati resnico. In potem začneš poslušati ljudi, ki vsi popolnoma lažejo. In tukaj pridemo mi v organizaciji Christians United for Israel, kjer ljudi učimo svetopisemskih in političnih resnic o deželi Izrael. Ampak veš, kaj se mi je zdelo zelo zanimivo? Hodim na veliko konferenc. Lahko si predstavljaš, da opazim, da je občinstvo mlado. Vsako leto, ko pridem, je občinstvo še mlajše. Imamo res pretresljiva pričevanja srednješolcev in študentov. Mislila sem, da zdaj ne govorim o Judih. Kristjani so nadlegovani, ker podpirajo Izrael. Kje je varnost? Torej so oni v prvih vrstah. Tukaj imamo skoraj 300 dijakov in več kot 300 študentov. In v trenutku, ko sediš na kampusni zelenici z izraelsko zastavo in govoriš o Izraelu,
Ali si jud, kristjan, musliman ali hindujec, ni pomembno. Si tarča. Zato opremimo naše otroke, kufi otroke, kot jih imenujemo, čeprav so študenti. Da poznajo resnico, pogumno stojijo za resnico in vedo, da tisti, ki prihajajo proti njim, širijo ne samo laži, ampak tudi stvari, ki jih ne razumejo. In ko imajo priložnost, da jih nekdo resnično posluša, so naši študenti opremljeni z resnico in to pride do izraza. Ja, želim nekaj dodati k temu, ker temu pravim posredno nasprotovanje boju proti antisemitizmu. In zame je bilo res prelomno, da sem lani prišla na Kufi in dejansko iz prve roke slišala od kristjanov, kaj je Kufi, kakšne so njihove vrednote. Veste, upirati se propagandi nadomestitvene teologije, ki jo vidimo na spletu, za katero mislim, da prihaja prav iz kanalov muslimanske bratovščine. Da bi odvračali zavezništvo in sodelovanje z organizacijami, kot je Kufi, ki so izjemno taktične in strateške pri spodbujanju te vizije zavezništva med Združenimi državami in Izraelom. To je biblijsko, duhovno in neverjetno za videti. Kar želim povedati o posrednem nasprotovanju, boju proti antisemitizmu, je, da ga vidimo tudi geopolitično. Tako, na primer, države, ki so podpisale Abrahamove sporazume pred in po vojni z Iranom, to vidimo. Enak vzorec, ki je bil uporabljen proti Izraelu, da bi ga očrnili in izolirali. Uporabljen je bil proti državam, kot so Združeni arabski emirati, Bahrajn in Maroko. In če se vrnemo k temu, kar smo prej rekli o pogrebu Hameneja, je res neverjetno videti, da Bahrajn, Združeni arabski emirati in Kuvajt niso poslali delegacij na ta pogreb. Ali je bilo to nenavadno? Bi običajno vzdržali? Da. No, Bili so napadeni. bili bi prisiljeni, ampak mislim, da nam to kaže, da se tudi zaliv spreminja. In države, ki so podpisale sporazume o normalizaciji, še bolj poudarjajo svojo suverenost. In da bi tudi Kuvajt, če bi Savdska Arabija imela jasno pot do normalizacije, normalizirali odnose. In mislim, da je res pomembno, da to upoštevamo. To je neverjetno. In res, imajo svoje lovke na toliko mestih. In eno od mest, kjer vsaj mi menimo, da imajo svoje lovke, je del republikanske stranke. Ali pa vsaj sodelujejo z določenimi elementi, ki se še vedno imajo za del nje. Veš, stalno si medijska osebnost na Foxu, si ponosna republikanka, če se ne motim, zelo podpiraš predsednika Trumpa. Kaj, kako? Je bilo to čudno? Je bilo to zate nenavadno? Je bilo to zate šokantno? Si opazila, da se je to prikradlo? In kako se s tem spopadaš? Veš, se malo ne strinjam. Se strinjam, ampak se tudi malo ne strinjam. Imam občutek, da se antisemitizem ali nadomestna teologija, ki se dogaja na republikanski strani, dogaja prek podcasterjev. To niso zakonodajalci. Prav. Na levici pa gre stranka v to smer. To so ljudje, ki sprejemajo zakone. To so ljudje, ki so izvoljeni na lokalne in višje položaje. Torej, tega niso izpostavili. In mislim, da ima republikanska stranka prednost retrospektive. Vidijo, kako je to uničilo demokratsko stranko. In videli ste, da je predsednik Trump to izpostavil. Videli ste, da je predsednik Trump rekel cookie Tucker. In Veste, ti ljudje, ki jih Mark Levin je resničen. republikanec. Ja, in potem, ja. Da. In čeprav je Mark Levin kritiziral administracijo in odločitve, ki jih sprejemajo glede memoranduma o soglasju in drugih stvari, Ja. še vedno je prisotna ljubezen in še vedno je prisotno spoštovanje. Mimogrede, iz Bele hiše je prišel seznam vplivnežev, ki so zdaj nezaželeni, ker so plačani, da govorijo določene stvari. In veste, šli so v Katar ali pa na druga mesta. Bela hiša je izdala seznam. Da. Wow. Wow. Nisem vedela. To je bilo politično motivirano, ker so bili plačani. Da. Konzervativni vplivneži. Torej, ko ljudje pravijo, da republikanska stranka ne obsodi takšnih ljudi, prevarantov ali grojparjev, to popolnoma ne drži. In večinoma taki niso izvoljeni uradniki. No, to je nekaj. Vsaj se borijo proti temu. Vsaj prepoznajo, da je to v redu. So v vojni. Urejajo svoje zadeve, delajo na tem, da imajo svoje zadeve urejene. In ne pravim, da je Thomas Massey Tucker Carlson. Ja. Ampak veste, Thomas Massey ni bil prijatelj Izraela. Ne? In ni. Thomas Massey nima več službe. Ja. Tako deluje demokracija. Kdo želi zdaj kandidirati za predsednika?
In zato mislim, da ima Sheila prav, da smo nekoliko bolj dovzetni za to, da stvari pošteno poimenujemo, ne glede na to, kdo jih naredi. Vem, da pri Kufi dokazujemo, da smo nestrankarski. Mi, veste, Ali ste sodelovali z vsemi? sodelujemo z vsemi. Ampak pravim tudi, če je to Thomas Massey, ki ni močan glede tem, ki so nam pomembne. Da judovske organizacije so dejansko vodile kampanjo proti njemu v Kentuckyju. Pridružil se je tudi CFI Action Fund. Ker nismo želeli, da bi bile samo judovske skupine tiste, ki bi se postavile proti Thomasu Masseyju. Še posebej v takšni zvezni državi, kot je Kentucky, kjer je, veste, 12 judov. Želele smo se pridružiti našim judovskim prijateljem in jim dati vedeti, da kot pri antisemitizmu na splošno, to ni judovsko vprašanje, to je človeško vprašanje. In zato to počnemo, ker je to prava stvar. In zato mislim, da so drugačne kot republikanska stranka. Medtem ko je zdaj antisemitizem postal, veste, značilnost in ne demokratske stranke. Oprostite, streha. Demokratske stranke. Ampak ali ugotavljate, da je v republikanski stranki ali vsaj med ljudmi, ki so nagnjeni k republikancem, to pri mladih, ker to ljudje pravijo? Veste, mislim, da če želite biti intelektualno pošteni glede tega, morate priznati, da ni nič omembe vrednega ali spornega v tem, da mladi postavljajo pod vprašaj vrednote in moralo generacije pred njimi. V redu. Ne moti me, če mladi postavljajo vprašanja ali so zmedeni, ker je to del odraščanja, učenja in pridobivanja znanja. In samo zato, ker gledaš Tuckerja Carlsona in klikneš, Še ne pomeni, da se boš mobiliziral in šel volit. Veliko bolj me skrbijo voditelji ali odrasli ali ljudje, kot so Tucker, Candace, Meghan, Theo Von in podobni, ki uporabljajo svoj vpliv in svojo platformo, da legitimirajo to vrstno vedenje, tako da to ni več videti kot sovraštvo. Videti je kot domoljubje. Druga stvar, ki jo bom še povedala kot razlikovalno značilnost iz mojih izkušenj, je, da z veliko ljudmi na levici sploh ne moreš razumno govoriti. Nadzor. Veš, pravijo, da te dejstva lovijo, ampak ti tečeš hitreje. Je tako. Medtem ko sem bila na Jubilee, sem sedela poleg Marinca, bivšega Marinca. In rekel je, veš, Amerika na prvem mestu. Šepetal mi je, ker so snimali pred nami. Veš, kako nas imajo veliko zadaj. In rekel je, Amerika na prvem mestu. Ne bi smeli dajati denarja Izraelu. In potem sem mu samo zašepetala. Veš, Izrael je pravkar odstranil Hezbolahovega tipa, ki je ubil 42 Marincev. Ja. In potem se je v trenutku obrnil in rekel, morali bi pomagati Izraelu. Morali bi pomagati Izraelu. Bilo je tako hitro. Preprosto je manjkalo informacij. Ampak ali ni to velik problem tukaj, Šama? Informacije. In kot smo rekli prej, se preprosto nismo zavedali dejstva, da je bilo 20 let prisotno prikrito in na to vse bolj odkrito indoktriniranje v akademskem svetu. Mislim, celo, veš, Marisa Strider govori o tem, da je indoktrinacija prisotna že v osnovnih in srednjih šolah. Kako pa ti, veš, že leta spremljaš in se boriš proti muslimanski bratovščini? Jaz celo svoje življenje, Že odkar sem bila otrok v Ameriki, živela si v Združenih arabskih emiratih, kjer so bili so zelo učinkoviti v boju proti muslimanski bratovščini. Zdaj prideš sem in se vprašaš, kaj za vrada se je zgodilo. ja, mislim, da moramo biti najprej pozorni na taktike muslimanske bratovščine. Tako se na primer strinjam s Sandro, da so zakoni in ustava res koristni pri zaščiti svoboščin in človekovih pravic. Toda problem je v tem, kako delujejo znotraj demokracije, saj rekrutirajo birokrate znotraj določenih institucij. In tako tudi, če imate zakon, če so oni usposobljeni, da ta zakon blokirajo, ga ne izvajajo. Pustijo zadevo na mizi čim dlje, potem nihče dejansko ni zaščiten s tem zakonom. Zato se moramo resnično prebuditi. In to je moja vloga. In mnogi izmed nas tukaj pri Kufiju in pohvalim vas, da ste vključili ISCAP, da resnično govorimo o muslimanski bratovščini. Ker se moramo zavedati, kaj je muslimanska bratovščina naredila po Bližnjem vzhodu in Severni Afriki, ter kaj je Islamska republika naredila skozi desetletja. In to izgleda kot popolna infiltracija vsake institucije, ne glede na to, ali je akademska, medijska ali kulturna. In seveda se šele prebujamo v Washingtonu in izpostavljamo finančne vire, ljudje pa izpostavljajo Katar, Egipt, Turčijo, Savdsko Arabijo in tako naprej. Ampak resnično ni dovolj, da samo izpostavljamo te finančne vire.
Temu moramo narediti konec. Moramo prekiniti te vire čim prej, da bomo lahko vsaj ocenili škodo in začeli reševati posledice. Trenutno se prilagajajo, spreminjajo se, uporabljajo kriptovalute, uporabljajo organizacije tretjih in četrtih strani, to si ti govorila? Tako spravijo denar skozi. Absolutno. In upoštevaj tudi to, da imajo zanimivo strategijo, kjer usposabljajo različne ravni voditeljev. Torej, recimo, da se lotiš demokratov, potem bodo v ospredje stopili socialistični demokrati. In zelo malo je sodelovanja med vodstvom linije A, vodstvom linije B in vodstvom linije C. Včasih se sploh ne poznajo med seboj. In morda misliš, da dejansko opravljamo veliko dobrega dela. Vsi se trudimo, ampak to ni dovolj. In najboljše, kar lahko naredimo, in resnično se obračam na občinstvo, najboljše, kar lahko naredimo, je, da se učimo od držav, ki so na koncu ohranile dovolj suverenosti, da so lahko, kot jaz temu pravim, to unovčile za normalizacijo z Izraelom. Kajti imeti to možnost, da lahko normaliziraš odnose, da imaš mir z Izraelom, pomeni, da si suverena država in da imaš še vedno nadzor. In to je tisto, kar spodkopavajo v tej državi. Pravice Američanov, da imajo suverenost v lastni državi. In še ena zanimiva stvar glede pogreba je, mimogrede, da so se procesije v Iranu začele 4. julija. Zakaj je ta režim popolnoma obseden s tem, da vsak dan spodkopava Ameriko? V bistvu pripravljajo proti praznovanja ob 4. juliju po celotnem Iranu. Dobesedno procesije po vsej državi. No, to je dobra točka. Imamo to znak bo, kaj ne? Ne pustijo nam niti lastnega dneva neodvisnosti. 100%, to so iste taktike. Veš, Šari, zelo čustveno si govorila o tem, da tvoj sin odhaja na fakulteto. In kako pripraviš otroke na napade? Povej nam malo o tem, kako se organiziraš z drugimi materami. Rekla bom, da je to nadrealistično. In to pravim zato, ker sem v Ameriki in leta 2026 v skupinskih klepetih z drugimi judovskimi materami in naši sinovi hodijo na univerzo v Kansasu, ki se je izkazala kot izjemna pri nasprotovanju kakršnemukoli sovraštvu do Izraela. Nobenih taborišč, izjemna judovska skupnost. In vendar so pogovori takšni. Kaj, če je sostanovalec mojega sina antisemitski? Ali je varno, da si na vrata obesi mezuzo? Nekateri pravijo, no, v redu je, moj sin ne izgleda preveč judovsko, tako da ne bo tarča. In ljudje to res govorijo, tako ljudje razmišljajo, ker je to realnost. Vodila sem panel z 2 judovskima študentoma, ki sta bila tukaj na vrhu. Eden od njiju je diplomiral na univerzi v Berkeleyju. In povedala je, da so jo skupine, v katerih je bila voditeljica, pohodniške skupine, okoljske skupine, ne samo, da so jo odvzeli vodstvene položaje po 7. oktobru, ampak so jo tudi izključili iz teh skupin. In tako se naši otroci soočajo z resničnostjo, za katero nikoli nismo mislili, da bo resnična. Pa je. Torej, ko obiščeš univerzitetni kampus in edino, kar vidiš, je napis s kredo Svobodna Palestina, je to dobro. Kampus je dober, ker je to vse, kar je. No, ko bo moj otrok avgusta hodil po kampusu, želim, da razmišlja o študiju in da živi kot najstnik. In da mu ni treba skrbeti za svojo osebno varnost. Napisi s kredo, nekdo ga gleda in razmišlja. Je Jud? Ni Jud? Zato je najboljše, kar lahko naredimo kot judovski starši, da v svojih otrocih vzbudimo ponos. Da judovstvo ni samo boj in zagovorništvo, ampak da moraš imeti ljubezen do judovstva in vedeti, zakaj se boriš. Mora biti nekaj pozitivnega, kar uravnoteži negativno in ne sme biti samo obramba. Absolutno, ker če Bog da in verjamem, da bomo nekega dne videli, da se bo ta trend obrnil, ker moraš biti optimist. In potem morajo naši študentje Kufe, naši judovski otroci res biti osredotočeni na to, kaj imamo radi pri Izraelu kot kristjani, kaj imamo radi pri Izraelu kot Judi. Ker na koncu bo zmagala svetloba in tega se moramo držati v temi. Sandra, kakšen je največji izziv, s katerim se soočate pri svojem delu? No, rekla bi, da je ironično največji izziv to, da vedno znova poslušam vprašanje o tem, kako mladi kristjani, evangeliki izgubljajo podporo Izraelu. Tudi vi ste to omenili. Občinstvo tukaj je vsako leto mlajše. Yeah. In če ste krščanski evangelikalec, vaša podpora Izraelu ne bo nikamor izginila.
Torej, samo zato, ker se nekdo imenuje kristjan, še ne pomeni, da to res je. Saj ne moreš biti kristjan in hkrati antisemit. In še nekaj, kar je preprosto zanimivo, glede tega, da si kristjan v tem prostoru. In v tem boju, kakršenkoli že je, kot kristjani ne pravimo, da pozdravljamo nasprotovanje, vendar je to skoraj stvar ponosa. Ker nas naša Biblija, Stara zaveza, Nova zaveza, uči, da ko stojiš za tem, kar je prav, ti je obljubljeno preizkušnjo. Vzet boš iz jame, a na koncu v palačo. Ne boš imel zmage, če najprej ne doživiš tragedije. Torej, za nas, če ljudje ne bi bili proti nam, potem vemo, da to, za kar se borimo, ni vredno in se ne trudimo dovolj. Torej, čeprav so stvari lahko videti slabe, ali se zdijo slabe glede na krščansko teologijo, veš, mi smo zgradili barko. Pripravljeni smo na poplavo. Torej, naj pride dež, ker bomo v redu. Wow, mislim, glej, bistvo je, da je kultura izključevanja problem, da nihče noče imeti razprave. Preprosto te izključijo. Si cionist, ne bomo govorili s tabo. Mislim, to je problem, praviš, vajeni smo dobrega prepira, ampak oni se nočejo prepirati. Nočejo se niti pogovarjati s tabo. Ja, mislim, že zelo dolgo smo vajeni, da nas izključujejo zaradi različnih stvari. Ja, tako da. In spet, kaj pomeni spoprijemanje letos? Tako zabavno je, ko pride družina in se lahko deremo drug na drugega. Točno tako. Res dobra varnost letos. Ja, zelo dobra. Tako da veš, to ne zamaje tvojih temeljev. Za kristjana to ne pomeni, da smo nadčloveški in da nas nič ne potre. Ampak samo dokazuje, da je to, za kar se borimo, vredno borbe. Ja. In ker smo še vedno ustavna republika, kjer volitve štejejo. To pomeni, da če sprejmemo zakone, ki se ne izvajajo, boste izgubili svojo službo. In obstaja kratek seznam ljudi, ki so to pravkar izkusili na svojih predizborih. Volitve imajo posledice. Imamo dvostrankarski sistem in to je tisto, kar počne CFI Action Fund. Predstavlja glas naših milijonov članov v Washingtonu DC vsak dan v letu, ne le en vikend v letu, ker ne bomo nikamor odšli in nas bodo morali poslušati ter upoštevati. Bog vas blagoslovi in hvala Bogu, da vas imamo. Šejla, kako se perzijska skupnost tukaj spopada z vsem tem? Veš, živiš verjetno v največji perzijski diaspori na svetu, to je Kalifornija, Los Angeles. In veš, obstajajo judovski Perzijci, obstajajo nejudovski Perzijci. Vsi so precej enotni, da je to slab režim, morajo biti odstranjeni. Tukaj je tudi veliko pristašev režima, najak in razni ljudje, pa tudi različne organizacije, kot so te. Kaj pa oni? So frustrirani? Ali imajo občutek, da izgubljajo upanje? Ali pa menijo, da je tole naslednja faza v osvobajanju Irana? Mislim, da je to raznolika skupnost in da obstaja veliko različnih občutkov in čustev. Mislim, da so bili vsi zelo hvaležni predsedniku Trumpu za vse, kar je naredil. Ja. In zato, da je dejansko ukrepal proti temu morilskemu režimu, ki je mučil iransko ljudstvo in povzročil trpljenje mnogim med nami. Hvala Bogu, v tej nesreči je nekaj dobrega. Saj smo tukaj, v Ameriki. Ampak, Veš, izgubili smo vse. Mi, ja, ko je moja družina prišla sem, smo živeli v dvosobnem stanovanju z 8 ljudmi. Moj oče je vozil kolo. Veš, morali smo se naučiti angleščine. Nismo vedeli ničesar. In si predstavljaj, da imaš 45-50 let in začneš znova v novi državi. Mislim, da je bilo veliko ljudi zelo razočaranih, ker nismo dokončali naloge. In nekateri izrazi, ki jih zdaj slišimo iz administracije, kot na primer, nikoli nismo nameravali zamenjati režima. Ali pa, veš, uničili smo njihovo vojsko in to je bil naš edini cilj. Veliko ljudi komentira na mojih družbenih omrežjih. Veš, rekla si, da prihaja pomoč. Kje je pomoč? Zato mislim, da ko Iranci v diaspori vidijo javne usmrtitve teh mladih ljudi, ki so protestirali samo za osnovne svoboščine, ki jih mi tukaj uživamo in jih jemljemo za samoumevne vsak dan, boli. Veš, boli, ker ni samo to, da prihajajo vmesne volitve tukaj. Ampak način, kako jaz razmišljam o tem in poskušam izobraziti ljudi, je mogoče podoben temu, kako mi Iranci, veš, kako se počutimo glede Ukrajine. Veš, seveda nočemo, da Ukrajinci trpijo. Ampak kakšna je naša pripravljenost na trpljenje tukaj v ZDA? no to je del tega, kaj ne? Ja, če pogledaš običajne Američane, veš, če nočejo, da bi bile cene goriva dolgo časa visoke zaradi Irana, če nimajo dolgotrajne pripravljenosti za to, to še ne pomeni, da so proti Iranu.
To še ne pomeni, da podpirajo režim. In enako je z Izraelom. To ljudi ne naredi antisemitske. To samo pomeni, da, veš, poskušam spraviti hrano na mizo tukaj. In poskušam izobraziti Perzice in Izraelce, ter Jude, da veš, obstaja le določena omejena pripravljenost. Ali mislim, da bo svet dolgoročno varnejši brez tega režima? Svet, vključno z Ameriko, da ker je to njihov izrecni cilj. Uničiti Ameriko. In to mislijo resno, ter ne bodo odnehali. Dejansko ideološko verjamejo, da na svetu ne bo miru, dokler ne bosta Izrael in Amerika uničena. In potem bodo vse spreobrnili. Prav vse, kakorkoli že. Ampak, veste, hkrati moramo biti potrpežljivi. Obstaja politika. Če predsednik Trump, veste, izgubi predstavniški dom in senat, bo ustavno obtožen in potem ga bodo ovirale tožbe. Ja, preostanek njegovega mandata in potem se res ne bo nič premaknilo. Tako da mislim, veste, boli nas v srcu, ko vidimo, da so mladi ljudje vsak dan še naprej usmrčeni. Ampak tu je, veste, tudi politika. Obstaja strategija. In mislim, da moramo samo moliti, zaupati in imeti malo potrpljenja. Čeprav potrpljenja boli. Mislim, popolnoma se strinjam z vami. Poskušam gledati na stvari pozitivno in mislim, da mora obstajati neka strategija, ker je ta memorandum o soglasju, karkoli že je, preveč slab, da bi bil resničen, preveč dober, da bi bil resničen. Preveč slab je, da bi bil resničen. Ne more biti. Ne more. Rekla bi, da je napačno, tudi za občinstvo, reči, veste, videla sem, da so prihajale ankete iz Izraela, ampak zdaj so kar naenkrat vsi proti Trumpu. Ne veste, to je napačno. Seveda je to napačno. In jaz sem ena redkih v izraelskih medijih, ki pravim, bodimo malo potrpežljivi, nekaj res ni v redu. Bodimo malo potrpežljivi. Mislim, da se dogaja še nekaj drugega in mislim, da se bodo tako ali tako sami izdali. Ne, seveda. Sami se bodo izdali. Škorpijon bo vedno škorpijon in to so oni. V redu. Hej, ta teden bomo naredili malo drugače. Barabe in junaki v enem zamahu. Sandra, kdo je tvoja baraba in junak ta teden? Ta teden so moja baraba tisti, ki začnejo z kot kristjani. Naši judovski prijatelji so se dolgo morali soočati s tistimi, ki začnejo z kot Judje. In v zadnjem času slišimo Takerja in njemu podobne, ki kot kristjani govorijo stvari, ki mene kot kristjanko žalijo. Kot kristjanko. Torej so ljudje, ki si prisvajajo mojo vero, da bi upravičili svoje sovraštvo. Moja baraba tedna. No, kar precej dobre barabe in tvoji junaki. Moji junaki ta teden bilo je prav neverjetno lepo. To je naš 21. vrh CUFN v Washingtonu, D.C. Posebej smo delali na tej pobudi, da stojimo ob strani Izraelu celo moje življenje, kar je natančno 45 let. In letos imamo tukaj več ljudi iz judovske skupnosti iz celotne države in iz Izraela kot kdajkoli prej. In oni so moji junaki, ker so prišli, nas podprli, stali ob nas in prepoznali, kako izgleda pravo prijateljstvo, kar mi daje toliko upanja in sem zelo hvaležna. Bodite previdni, kaj si želite, ker nočete, da bi bila to čez 5 let judovska konferenca. Prav? Nas je veliko več kot vas. Vemo to, ampak zdi se, da smo povsod prisotni. Sherry. Kdo je tvoj baraba in junak? Torej, Sandy in jaz sva si zelo podobni in v nekaterih pogledih. Očitno pa se kot kristjanka in judinja razlikujeva. In zato so moje barabe tedna nekatere barabe, ki govorijo v imenu Judov. In ko v mojem imenu izrekajo stvari, ki so anticionistične, antijudovske, me boli pri srcu. Boli tudi moje otroke in prizadene našo identiteto kot Judov. Tisti, ki se pretvarjajo, da govorijo v imenu Judov, v resnici ne govorijo v imenu Judov. In tisti, ki se izdajajo za Jude, so moje barabe tedna. Na popolnoma nasprotnem polu pa so moji junaki tedna tisoči članov KUFI iz vseh 50 zveznih držav, ki so sedli na letala, v avtomobile, si vzeli dopust in prišli v Washington. Iz enega samega razloga. In to je, da stojijo ob Izraelu in se borijo proti antisemitizmu. Sem v KUFI že 19 let in nikoli me ne preneha presenečati. Prvo noč, ko pogledam po sobi in vidim vse žrtve, ki so jih ljudje dali, da so prišli sem, da ukrepijo našo demokracijo, da stojijo ob Izraelu in mojem narodu, judovskem narodu, je to vrhunec mojega leta. Pravzaprav je to izjemno ganljivo.
Ne vem, kolikokrat sem že jokala, ker mislim, da žrtvujejo svoja življenja, da nam pomagajo, da za nas prejmejo metaforično kroglo, da prenesejo vse napade, ki jih doživijo, samo zato, ker pridejo in stojijo z nami. Zame je to izjemno, izjemno ganljivo. In v nasprotju s tem, veste, tisti Judje o svojem judovstvu govorijo samo takrat, ko nameravajo kritizirati Izrael in druge Jude. So patetični, ne morem jih prenašati. Prav. Šah mame štali, ki je tvoj nič vrednež in na to junak. Vsak teden imam toliko nič vrednežev, ampak posebna omemba gre temu samooklicanemu Hutijevcu iz Toronta, ki je ta teden preganjal Jude. In vidimo enak vzorec tudi v Evropi, kjer so v Barceloni takoj po šabatnih bogoslužjih množice, španske množice, preganjale Jude med šabatom in jih imenovale morilce otrok. Sama sem to doživela v Brooklynu, kjer so me v zadnjem letu in pol večkrat napadli in ustrahovali, ter me imenovali genocidna inženirka, morilka otrok, vse mogoče. In zaradi tega je moj junak tedna. Še posebej zato, ker je danes ponedeljek, prvi ponedeljek po 4. juliju in 4. julij je, kot veste, moj rojstni dan. Ja, vse najboljše za rojstni dan. Najlepša hvala. Šarma in Združene države Amerike imajo rojstni dan 4. julija. Moj vzornik je Emma Lazarus. In če ne veste, kdo je to, morate poznati njeno zgodbo. Emma Lazarus je bila aktivistka, pesnica, resnično je pomagala oblikovati kulturo Amerike kot zatočišča za priseljence, ki so bežali pred preganjanjem, da bi tukaj našli svobodo, svoboščine in blaginjo. Njeno pisanje, še posebej pesem Dajte mi vaše utrujene, vaše revne, vaše zbrane množice, ki hrepenijo po svobodi, je zapisana na kip svobode kot svetilnik luči in upanja za vsakogar, ki v to državo prihaja zakonito, da bi iskal svobodo in svoboščine. Kar je tako zanimivo pri Emi Lazarus je, da je sredi 19. stoletja, ko so bili ruski Judi preganjani in napadeni na ulicah strani množic, podobnih tistim, ki jih vidimo danes, postala glasna cionistka. In kaj se je zgodilo z njo? Vse njene skupnosti so jo izločile. V 19. stoletju. Sredi 19. stoletja. O moj bog. Vsi progresivci, ki so jo videli kot zagovornico priseljencev in ljudi, ki so prihajali iz preganjanih skupnosti, so jo popolnoma izključili in jo izobčili. In res je razvila bolezen in posttravmatsko motnjo, ki jo je na koncu ubila v njenih srednjih do poznih 30 letih. Pravkar je potovala v Evropo, da bi resnično govorila o problemih antisemitizma in zagovarjala judovsko državo 10 let, preden je Herzl sploh kaj rekel o cionizmu. Zato ne pozabite zgodbe Eme Lazarus in ne pozabite se boriti v njenem imenu, ker bomo sicer čez 100 let znova in znova v isti zgodbi. Wow, Šama. In res je čudovito, da si ustanovila organizacijo v njenem imenu, Sefardska judovska ženska, ki je bila daleč pred svojim časom. Da. In večina ljudi sploh ne ve, kdo je ona. Kakšna škoda. Čudovita, navdihujoča ženska, ki bi ji morali vsi slediti, se zgledovati po njej in se v njej učiti. Hvala, Šama. Doktorica Šejla, kdo je vaša Baraba in kdo vaš junak? Želim izkoristiti ta trenutek, da opozorim na ves antisemitizem, ki se dogaja v medicinskem prostoru. Moj Baraba tedna je Ameriško psihološko združenje. Zdaj je predmet zvezne preiskave zaradi domnevnih kršitev državljanskih pravic in diskriminacije Judov. Wow. Uporabljali so izraze, kot je dekolonialna terapija in naj bi domnevno obravnavali cionizem kot duševno motnjo. O moj bog. Bodite pozorni. Veliko antisemitizma se dogaja med vašimi zdravniki, medicinskimi sestrami in drugje. Ja. Po drugi strani pa je moj junak tedna Ameriško judovsko zdravniško združenje, katerega članica upravnega odbora sem, ki izobražuje kongres, ki je bil svetilnik in prva pomoč proti antisemitizmu na delovnem mestu v medicinskem okolju. Torej, nastalo je po 7. oktobru in je že doseglo ogromno. Če še niste slišali za Ameriško judovsko zdravniško združenje, si jih vsekakor oglejte.
Wow, Sheila, zakaj je v medicinski stroki tako hudo? Videli smo to v Združenem kraljestvu, videli smo to v Avstraliji. Moja sestra je imela svoje izkušnje v Gibraltarju, odkoder prihaja, z eno antisemitsko medicinsko sestro. Kaj se dogaja? Zakaj tam? Mislim, da je DEI bil grozen. Naj vam dam primer. Medicinska fakulteta UCLA je bila včasih 20% judovska. Pripeljali so grozno uradnico za raznolikost, enakost in vključenost. Tam se je zgodilo toliko groznih stvari. Odpravili so merila sposobnosti. Wow! 50% študentov medicinske fakultete ni opravilo osnovnih izpitov. Ko so prišli do kliničnih letnikov, niso znali prepoznati osnovne anatomije. Sprejem judov so zmanjšali na 1%, ker so menili, da bi morale stopnje sprejema odražati odstotek zastopanosti v Združenih državah. Wow. Torej, ker Judje predstavljajo le 2%, kaj ne? Sprejeli so le enega Juda na leto. In mislim, da je to... Ampak druga stvar... Tudi. Ali menite, da ljudje zaradi nižjih meril postajajo zdravniki? Druga stvar, ki jo je po mojem res treba povedati. Veliko ljudi so njihovi starši indoktrinirali že za večerjo pri mizi. Veste, odraščala sem v Iranu in bila del skupnosti. Morda nekateri niso vedeli, da sem Judinja. Slišala sem, kaj govorijo za večerjo pri mizi. Ljudje tu. Juje to, juje ono, kaj ne? Torej misliti, da bodo 4 leta medicinske izobrazbe izničila vseživljenjsko antisemitsko indoktrinacijo strani tvoje lastne družine, je laž. Samo prinesejo to s seboj. Ja, druga stvar je tudi, kaj so medicinski študenti, priljubljenci učiteljev. Torej, če so jim učitelji povedali, kaj naj verjamejo in kako naj razmišljajo o Judih ali o Izraelu, želijo svoje učitelje narediti ponosne. In res smo zaspali za volanom glede indoktrinacije, ki se dogaja ne samo na univerzitetnih kampusih, ampak tudi v osnovnih in srednjih šolah, kjer jih pripravljajo na tak način razmišljanja. Res smo zaspali za volanom. In veste, če želite prevzeti nadzor nad narodom, prevzemite njihove univerze. Prevzemite misli naslednje generacije. To je storil Iran, da je strmoglavil Pahlavije. Da, točno tako. Bili so študenti na univerzitetnih kampusih, levičarji, ki so govorili: zakaj šah živi v gradu? Zakaj so brezdomci na ulici? Zakaj ni enakosti? In vedno moralna superiornost. Cvetlične besede, kot so raznolikost, pravičnost, vključenost. To so besede, ki jih uporabljajo, da te prepričajo, da delaš nekaj dobrega, medtem ko v resnici zagovarjaš svojo lastno pogubo. Neverjetno je, kako ni nič novega pod soncem, kaj ne? Nič ni novega. Najdemo to v Bibliji, najdemo to v zadnjih 50 letih. Res ni nič novega pod soncem. V redu. No, moj izmeček tega tedna je grozen človek, ki se imenuje Graham Plattner, ki je žal politik. On je tisti, ki si je naredil nacistično tetovažo, isto tetovažo, kot so jo imeli Judi, ki so jih peljali v plinske celice. Torej zadnja stvar, ki so jo videli, preden so šli noter. In potem je trdil, da ni vedel, da je to nacistična tetovaža. No, na prsih je imel napisano mir in ljubezen. Ne, to je bila nacistična tetovaža. In seveda je ogromno obtožb o spolnem nadlegovanju. Graham Plattner, ki je zmagal na predizborih v Mainu kot demokrat z nacistično tetovažo, ki so ga dejansko podprli Judje, kot je Bernie Sanders. In Chuck Schumer, ja, kakšen varuh pa si. Ampak veste, da imam rada barabe s srečnim koncem. In ta določena baraba ima za nas zelo srečen konec, ker je očitno izstopil iz tekme. Uganite zakaj? Še ena ženska je stopila naprej in povedala, da jo je domnevno posilil. Ker veste kaj, gnila jabolka so svoj strup pustila povsod. Tako je bilo le vprašanje časa, kdaj bo še kdo stopil naprej in povedal, da je ta smet z nacistično tetovažo tudi nasilnež nad ženskami. Presenečenje. Torej, Graham Plattner, prej si bil že baraba, zdaj pa si baraba s srečnim koncem, ker si odšel. Zdaj, koga si resnično želim narediti za svojega junaka? Trenutno je v demokratski stranki toliko ljudi, ki mislijo, da morajo za uspeh, za izvolitev, vključno z Judi, obrniti hrbet Izraelu. Morajo slabo govoriti o Izraelu. Netanjahuja morajo narediti za Baubava. On je tisti slab, on je grešni kozel. Naredimo Izrael za grešnega kozla, vključno z Judi, bom rekla. Kot Judinja, Judje, o katerih sem govorila, je en človek, ki ni Jud.
In zelo ponosen je na svojo podporo Izraelu in na to, da je cionist. Njegovo ime je Richie Torres. In veste, kaj se zgodi, ko spoštujete sami sebe? Veste, kaj se zgodi, ko stojite za svojimi vrednotami? Ljudje to dejansko spoštujejo. In tako je zmagal na svojih predizborih. In naj da Bog naj bo z nami še mnogo let. On je to, kar bi morala biti demokratska stranka. On je cionist. Je temnopolt in je gej. In je ponosni cionist. Tam bi morala biti demokratska stranka. In ne vsi ti Judje, ki se upravičujejo za to, da so Judje in se trudijo na vse načine, da bi sovražili Izrael, samo zato, da bi zmagali na volitvah. Tako, to je to. Moj Baraba in moj junak, oba iz iste stranke, a zelo, zelo različna kandidata. Dame, bilo mi je v čast, vedno mi je v čast biti na Kufi. Bog vas blagoslovi, resnično. Bog blagoslovi obe za neverjetno delo, ki ga opravljata. Čutimo to, nismo sami. Vemo, da nismo sami. Pred 80 leti smo bili sami in vemo, kaj se je zgodilo. In vemo, da bomo to bitko dobili. Vemo, da smo v boju. In vsaj za nas bo to pomenilo novo energijo, da se po teh 3 dneh toplega objema znova vrnemo tja ven. Smo majhen mehurček ljubezni in veselja, potem pa gremo spet ven in se borimo. In to lahko storimo zahvaljujoč vaši podpori, vaši ljubezni in vsemu, kar počnete za Izrael in judovsko ljudstvo. Bog vas blagoslovi. V čast nam je. Tukaj bomo zavedno. In hvala, ker ste gledali The Quad. Naslednje leto bomo spet tukaj na Kufi, pripravljali bomo The Quad. Hvala, ker ste gledali.